Pozdravljeni, Sašo tukaj, že spet smo v moji kuhinji. Tokrat imamo eno posebno poslastico, se pravi torto, low carb protein cheesecake. Pa bom kar začel z sestavinami, ki so noter. Kot prvo bo tukaj skuta, se pravi skuta brez maščob oziroma z 0,5 maščobe, manj masna. Potem imamo jajca, imamo sladilo stevio v razmerju 1:1 z navadnim sladkorjem, kokosovo maslo, cimet, potem imamo javorov sirop, 90% čokolada, mandlji v lističih, vanilji ekstrakt, brusnice in pa marelice, suhe. Kar pa je najbolj važno, jaz bom danes uporabil od USN-a kazein, vanilji okus, kupljen seveda pri proteini.si. Prvo, kaj bomo naredili, je, da segrejemo skuto, ki bom nazaj dal v to posodo v mikrovalovni, da bomo dobili drugačno agregatno stanje skute. Skuta se bo malo stopila nekako tako, no. Se pravi, pa naredimo nekaj takega. Mikrovalovna se je opozorila, skuta mislim, da je že pripravljena. Pa bomo jo kar ven vzeli, ja super, odlično zdaj. Takole, med tem časom sem jaz že pripravil jajčka. Tukaj noter je 7 jajčk oziroma 2 rumenjaka in 7 beljakov. To bomo privešali k naši skuti. In dodamo nekaj sestavin, kot je recimo ta stevia, ki ne vsebuje kalorij in ne škoduje zobom. Je odličen nadomestek za sladkor. Malo tega še damo. Priporočam, da se stevia meša po občutku, se pravi, jaz bom zaenkrat toliko dal, pa bom pol poskusil, v bistvu, ko bo masa narejena. Dali še proteinčke, dali bomo nekje 75 gramov, se pravi tega kazeina, ki smo ga nabavili seveda pri proteini.si. Noter je merica, merica je 15 gramov, se pravi 2 merici sta 30, 4 merice 60, se pravi 5 meric proteinov. Pet meric proteinov. Malo cimeta. Vanilji ekstrakt. Jaz sem noter 3/4 te flaške, tako da mislim, da je to dovolj. Malo javorjevega sirupa in se lotimo kar mešanja. Se pravi sestavine, kot so brusnice, suhe marelice in pa mandlji, primešam kasneje, ko bo masa že tako daleč. Pa kar začnemo mešati malo. Takole, naša masa je že pripravljena, se pravi, dobro smo jo zmešali. Primešal še bom zdaj, se pravi, te brusnice. In pa marelice suhe, ki sem jih prej narezal na koščke. In pa te mandljičke v lističih. Tako. To bomo zdaj dobro primešali. Predtem sem pripravil tudi modelček za torto, ki sem ga naoljil z kokosovo mastjo. No, takole, naša masa je zmešana. Da bom jaz to vsipal kar naš modelček. Vse skupaj bomo nalili v pečico,
ki sem jo predtem že segrel na 140 stopinj. Pekli bomo nekje 40-45 minut, v bistvu je potrebno malo preverjati. Takole. Se vidimo, ko bo spečeno. Naša torta je med tem časom že gotova, zato bomo jo vzeli ven, dali koščke čokolade, naribali malo čokolade gor in nazaj v pečico za 2 minuti. Takole. 90%, tako da brez skrbi lahko jeste. Malo še naredimo. Gleda super, diši super, jaz verjamem, da bo vam tudi uspelo. Takole, gremo nazaj v pečico. Takole. Čez kakšne 2 minutki bo to staljeno. Torto bomo ohladili, narezali, se vidimo kasneje. Takole, mislim, da bo v redu, ne? Dober tek.